Osnovali so ga na bogatih arheoloških najdbah v grobu stiške kneginje v 48. gomili. Tudi učencem poskušamo tako predstaviti, da se malo vprašamo, zakaj je bilo toliko tega bogatstva v teh grobovih, ne? Da tudi sami razmišljajo, kaj so recimo ljudje takrat verjeli, zakaj so tako pokopavali in da potem iz tega izhajamo, da oni spoznajo potem v bistvu to življenje te. Mi smo jo ponovali stiška kneginja Virna. Učence so razdelili na več skupin. Vsaka je imela svojo nalogo. Raziskujemo o kneginji, kakšno je imela življenje, v katerem grobu je umrla, pač kako je živela v bistvu. Pred nekaj časa smo delali nosničke s soljo, zdaj pa delamo kraske za obleko od kneginje. To je bil tak bolj zlat nakit, največkrat je bil iz brona tudi narejen, pa tudi iz zlata. So bile pa tudi steklene ogrlice. Delamo naloge in zbiramo točke, pa iščemo zaklad skriti. Tukaj uporabljamo detektor kovin, 2 sta bila do zdaj na vrsti. Jaz tukaj sodelujem kot novinarka in zbiram podatke o tem, kaj drugi otroci tukaj delajo, intervjujemo zunanje goste, ki so sem prišli in se učimo. Med drugim so se učili o verskem mestu, ki velja za največjo naselbino v srednjeevropskem prostoru v hallštatskem obdobju. Gre za izjemno mogočno mesto iz časa starejše železne dobe, ki se je razprostiralo na več kot 20 hektarih. Z delavnicami so sicer želeli mladim približati, kako pomembni so bili tamkajšnji kraji že v daljni preteklosti in okrepiti pozitiven odnos do kulturne dediščine.